zakaj Avstralci ne padejo z Zemlje. Spravi, zavedati se moramo, da so ljudje, da imajo veliko manjšo maso, kot pa kompleten naš planet. In seveda, to si lahko zamislimo kot neke vrste take manjše kroglice in kakorkoli, bom rekel, tale naš planet ga obrnemo v tem našem prostoru času, kjerkoli, bom rekel, se pride manjša masa, bom rekel, se tale masa porazdeli okrog tega našega planeta in seveda zaradi gravitacije, spravi sile, ki deluje proti centru našega planeta, dejansko Avstralci ne morejo padeti z našega planeta Zemlje. Ampak gremo sedaj v neko drugo skrajnost. Gremo do tistih naših najmasivnejših objektov v galaksiji, do črnih lukenj. Kaj je seveda črna luknja sploh? Črna luknja je ostanek ogromne zvezde, ki je bila veliko večja od našega Sonca in je nekoč eksplodirala kakor supernova. Jedro takšne zvezde se je sesedlo v zelo majhno kroglo s premerom nekaj kilometrov. Vendar je tale krogla dejansko tako masivna, da je v njej shranjena cela masa celotne zvezde. Ta ogromna masa, skoncentrirana v takšni majhni krogli, ki ima premer nekaj kilometrov, približno 5 do 7 kilometrov ima črna luknja premer, ta masa toliko ukrivi tale prostor, čas oziroma tole tkanino vesolja, da je celo hitrost svetlobe, recimo ubežna hitrost svetlobe, 300.000 kilometrov na sekundo, premajhna, da bi pobegnili iz tega gravitacijskega oziroma težnostnega polja črne luknje. Ampak, veste, zaradi tega je dejansko črna luknja potegne vse vase, zato ker noben objekt, ki ima neko maso, ne more doseči svetlobne hitrosti. In še nekaj, kar je zanimivo. Črna luknja dejansko ni luknja v vesolju, je še vedno neke vrste krogla.